Dajmo še enkrat tisto. Slonček je šel k reki Limpopo in tam je krokodil slončka potegnil za rilec in od tega časa imajo slončke dolge rilce. Ej, Slonček, kako je kaj? O, pozdravljen ptiče, kolo. Slabo je, slabo. Je kaj narobe? Nabunkali so me. Bum je padalo. Stara pesem, spet radovedna vprašanja, kaj ne? In kaj ne storim? Nič, molči, opazuj in ne sprašuj. Jajce se ve, se kuhati sme, od pane odviti na oko narediti, stepena cveti, za zajtrk in leti, pa za kosilo, pa za večerjo. Mislil sem, da je mogoče ostati človek do smrti. Evgen je zame vsak človek, ki išče pravega prijatelja. Kako vam gre? Slabo! Vidite, slabo mu gre. Takoj sem slutil. Temu se ne čudim. Kaj boste počeli tam zgoraj? Skočil bom! Pomagal sem ti, čeprav sem kačji pastir. Kaj za to, da si kačji pastir brez kač? Odličen čevljar za 100 noge si. In to je najboljši poklic na svetu. Sporočilo od tretje zgodbe je, da važno ni, kako se pišeš, uš, obat, rogač, komar. Važno je, da v sebi najdeš tisti svoj najboljši dah. Zakaj piješ? Da bi pozabil. Kaj pozabil? Pozabil, da me je sram. Česa sram? Ker pijem. Odrasli? So pa zares zelo čudni. Moja želja je seveda, da bi še sodelovala zraven in da bi še igrala lutke in da bi bili še skupina. Pač zgled vleče in otroci, ki imajo svoje brate in sestre v svojih lutkovnih skupinah, želijo tudi igrati. In tako je nastala ideja, da je pri društvu nastala tretja skupina, to se pravi najmlajši lutkarji koroški. Ljudje, taki repe so že dali sem videl. Repa kot gora, takoj mora ven. Da se bodo piščanci hitro izvalili. Bomo kikirit in hitro zrasli, da bo moja jata še večja. Na jajcih sedimo, piščančke valimo.
tako dolgo? Kje je Zatolaska, moja hčerka? Milost, vaše veličanstvo. Me zelo veseli igranje z lutkami in da pač poskušaš vse za predstavo lutki dati dušo, da ona zaživi. Ne bo ti uspelo! Živjo, salut, kako ti gre? Ja, hvala, pa tebi. Je zelo dobro, saj smo v Parizu. Ja, seveda, v Parizu ti gre vedno dobro. Saj je pač neko naključje pripeljalo do tega, da pridejo sem, ampak dejstvo je, da so njihove predstave zelo dobre in da so otroci sami, danes so že stari od 13 do skoraj 17 let, 16 let recimo, pravzaprav tako jezikovno kot tudi igralsko prišli do nekega nivoja, ki ga pravzaprav z veseljem lahko pokažemo v predstavi, ki je koncipirana čisto profesionalno. Prišla je ura. Pri tem ostane. Pridemo iz Celovca, smo prvič v Fiesi. Družba je bila prijetna, veliko smo se naučili, kar se lutkarstva tiče, kar se jezika tiče. Od vsega začetka naprej nas učita lutkarstva Tine in Breda Varl iz Maribora in moram reči, da je bila to za nas vse dobra šola. Zato se Sabina zmeraj jezi, to nas veseli. Ja, bila so lepa leta. Naučil sem se slovenščino tle, prej sploh nisem znal in vedno skup z dekličimi v skupini sem vedno imel dobro pozicijo kot edini fant in je že lepo bilo.